Za začetek v prebranih celicah poglejmo, kaj sva raziskovala z Vido. Lahko bi rekli Vido inženirko. Oglej ga Charles Darwin. Zraven njega elastike, 1845. Pa 1880. leta prvo konzervirano meso in sadje. 1970, prvi poleti Jumbo Jetta. Pa 126. leta Panteon. To je to. Knjiga za vse navdušence nad inženirstvom in tiste, ki ste do teh tematik lahko tudi malo bolj zadržani. Znanost in napredek nam lajšata življenje. Vseeno pa se nam včasih zdi, da bi bilo bolje, če kakšnega izuma ne bi bilo. Vida, imaš ti kakšen takšen izum? Ja, ko sem brala knjigo, sem zasledila atomsko energijo, zaradi katere so v bistvu pol tudi nastale atomske bombe. Atomska energija je super, za eno samo malo tabletko urana se lahko oskrbuje cela družina za energijo za eno leto, ampak atomske bombe naredijo tudi hudo opustošenje in se mi včasih zdi bolje, da jih ne bi bilo. Neverjetno, koliko stvari si zapomnila po branju. Verjetno tega znanja o atomskih bombah nisi uporabila. Pa je bilo kaj takega, kar pa si kasneje uporabila iz te knjige? Ja, pravzaprav sem v šoli o piramidah zelo veliko prebrala in sem potem kasneje uporabila. Me je pa to zelo fasciniralo, da je bil papir inženirski izum, ker si to nikoli nisem predstavljala, da bi lahko bilo. In sem šoli tudi povedala in so bili vsi navdušeni. Ja, velikokrat v bistvu poveličujemo samo znanstvenike, ne zavedamo pa se, da so tudi inženirji naredili ogromne premike naprej v razvoju znanosti, tehnologije in v resnici izboljšav našega življenja. Kaj si pa misliš o Edisonu? Presenečena sem bila, da on ni izumil žarnice, zaradi tega, ker so vsi pravili, da jo je, ampak jo je samo dokončal in se mi zdi malo zlobno do tistega, ki je v resnici izumil. Inženirski svetovi so lahko tudi kruti. Zdaj sem se spomnil na Žila Verna. On v svojih knjigah velikokrat poveličuje inženirje. Recimo v Samotnem otoku je ravno inženir ta, ki reši situacijo. Tako da je morda knjiga Inženirstvo tudi odlična odskočna deska v druge literarne vode. Poglejmo, kako ste sledili najinemu pogovoru. Brihtolin vijolična ekipa je vložena na to vprašanje, tako da je v zraku potencialnih 10 točk. V knjigi o inženirstvu je Vida prebrala veliko novih stvari. Kaj jo je najbolj navdušilo? A. Edison ni ustvaril žarnice. B. Papir je inženirski izum. C. Inženirji nastopajo v romanih. Ali D. Atomska energija je zelo uporabna. Čas se izteka. Obe ekipi pravita, da jo je najbolj navdušilo to, da je papir inženirski izum. Če odgovorite prav, bo rumena ekipa dobila 5 točk, vijolična pa 10. Vida je povedala, da jo je močno navdušilo, da je bil papir inženirski izum. Pravilen je odgovor B.